Torej, očitno imaš avto na svojem dvorišču. Ja. Nor se, ampak je dobesedno zdaj na drevesu in ga poskuša splezati kot Tarzan. V resnici je jezen, ker je vzel napitnino iz kozarca. Zakaj si tako jezen na naju? Ker sva belca in heteroseksualca. He said I was annoying, and that hurts my feelings. I don't have anything illegal. If we get out to the jail. 43-letnikov. No, meni je všeč. Zdaj izgledaš kot Evander Holyfield. Kaj misliš, da mu manjka kos ušesa? Je vredo, ali kaj? Gre v bolnišnico. O, je to eden od teh. Ja? Tako je, vstopil, skočil noter in ga vzel. Ja? Ampak kako bi se lahko kdo uprl tako dolgi ekipi? Sploh mislim vijuga, ali kaj tazga. Vozimo hitreje. Vozite vzvratno po cesti. Ja, mislim, to je isto, če bi bila vojska, samo, o moj bog. Moški in ženske z Floride so po vsem svetu znani po vseh mogočih norčijah, potegavščinah in splošnem neumnem vedenju, še posebej med srečanji s policijo. Našli smo 8 različnih primerov, ki dokazujejo, da morajo biti policisti, ko se soočijo s floridskim moškim, pripravljeni na vse. Dobrodošli v oddaji After Hours, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Začenjamo današnjo epizodo s pogumno imitacijo Tarzana. Pojdimo na začetek. Policija iz Port Orangea je poskušala ustaviti moškega v srebrni limuzini. Pravijo, da ni imel pripetega varnostnega pasu, registracija pa mu je potekla že skoraj pred desetletjem. A vendar je pobegnil in več policistov je začelo zasledovanje. Policijska vozila in zračna podpora so sledili Nissanu. 30 minut, policisti pa so izstopili iz vozil in nadaljevali peš, ko se je zdelo, da je voznik zapustil avto in pobegnil v sosesko. V avtu na dvorišču. In the yard. Backyard. Katera bolnišnica je to? Hej! Kaj počneš? I don't know. I don't understand. Policija! Policijski pes! Pridite le z dignjenimi rokami! Policija! Policijski pes! Pes vas bo griznil! Policija! Policijski pes! Pokažite mi roke! Pes vas bo griznil! Nekje se skriva, ali pa je stekel v to smer. Luis, policijski pes, pes vas bo griznil! Prav tako je zapustil to žensko, Caitlin McCartney in njenega psa. Jo želite dati v moj avto, ste jo dali? Ne vem, zakaj je to naredil, draga, prisežem. V redu, to je tvoj pes. Ja, nisem vedela, da ga bo dobil. Ne vem, kaj to naredi. Ne vem kaj. Ali imaš kaj pri sebi, za kar moramo vedeti, preden greš nazaj do mojega avta? Tako me je strah. Ne, prosim, zakaj sem aretirana? Preveril bom, da nimaš ničesar v žepih, ničesar pri sebi. O moj bog, daj. Ne vem, zakaj je to naredil. Tvoj pes ne bo umrl. Vem, ampak ona. V redu, usedi se. Obljubim ti, nisem vedela, zakaj je to počel. Postajam utrujena od tebe, ljubim te. Ne bo našel!
V avtu! Ne, pusti, da še malo govorim z njo, pa vidim, če lahko izvem kaj več. Informacijo nje. V redu. Torej praviš, da ne veš, zakaj si tukaj. Ti je kaj rekel? Kdo ti je ta tip? Ne vem, če smo se že videla, ampak ne vem. Kako dolgo ga že poznaš? Veš, kako mu je ime? Ne vem. Ime mu je Adam, ampak uporablja drugo ime. Veš kaj še? Začne se na K, ampak ne poznaš njegovega priimka. Izkazalo se je, da mu je ime Jonathan Michael Kaiser, policija pa mu je še vedno za petami. Medtem so policisti v hiši, kjer je Jonathan očitno poskušal skriti svoje vozilo, presenečeni, da mu je uspelo priti vse do dvorišča, ne da bi povzročil veliko škode na hiši ali avtu. Kako razburljiv dan. Ja, Madonka. Torej, očitno imaš avto na svojem dvorišču. Kaj? Ja. Je precej. Nenavadno. Ja, torej, trenutno, ko so prihajali noter, so na koncu oplazili tvoj drog tukaj. In ravno sem ga zamenjal, ko so nam spustili drevo. V redu. In potem na drugi strani tvoje hiše tukaj. To ni zalivalnik. Ja, bil je zalivalnik in potem... Je moralo priti. Ja, tistega so zgrešili. Kje za vraga so? Tudi tvoja opočna cev. Torej, potem pa še tvoje palme tukaj. Ne, te so bile mrtve. Morale so poleteti, ko so udarile v to. Morale so biti dvignjene. Ja. Očitno. Ker tukaj noter ni dovolj prostora. Ja, starejši sem. Ja, presenečen sem, da so se uspeli vrniti sem. O, moj bog. Torej. Ali kdo prihaja skozi gozd iz Antiga proti zahodu? Ali je to skropilnik? To je še dlje stran. To je še dlje stran. V redu. Razen tega ne vidim ničesar. Kar povej, da se prepričam, če te slišim. Samo za las si zgrešil svojo lesto. Na koncu, tehnično gledano je to trg. Morda bi moral še malo bolj treščiti v tla. Zdaj največje vprašanje, ne vem, kako bomo spravili ta avto ven od tle. Jaz vem. Tam, kjer imam prikolico in čoln, ga lahko odpeljamo ven po tisti poti, ker je tam cesta. Pod travo je, ampak tam je trdna cesta, po kateri lahko avtovleka pride nazaj. In lahko vlečemo, jaz bom premaknil čoln in on ga bo izvlekel na tisti način. To deluje. Policisti iz okrožja Volusia so se pridružili iskanju na terenu, prav tako so poklicali kinološko enoto bližnje policije v Edgewordu. Območje, ki ga preiskujejo, je premožno. Ogromne hiše, obdane z gozdovi, zelenimi polji in potoki. Premagali so vse ovire, plazili so se pod ograjami, preiskovali gospodarska poslopja in celo brodili skozi vodo v iskanju Jonathana. Osteroki policist ga je končno opazil na drevesu. Priplezaj dol z drevesa! Skoči! Se bo bolelo. Ne skači, sicer bo bolelo. Če boš tekel, te bo pes ugriznil. Tudi to boli. Takoj splezaj z drevesa dol. Ne boš ga našla. Nareci. Fačeti, kjer prečkajte tam in nato pojdite proti severu. Videli nas boste. Ko letimo? Poskuša pobegniti stran od drevesa. Ne priješ nikamor, zato takoj pridi dol. Prijatelj, spravi se z drevesa. Ne bo zmagal. Jaz smo na zahodni strani potoka. Na koncu si boš zlomil nogo, spravi se z drevesa. Pazi na liste. Misliš, da lahko vsakrat tak vržeš gor? Sever, ampak je dobesedno zdaj na drevesu in ga poskuša splezati kot Tarzan. O, to je to. Ti si petkolesni centralec, ostani oblečen. Zdaj te bo ugriznil. Ko padeš, raje ostani tam, kjer si. Ta pes te bo ugriznil. Ne premikaj se, ne premikaj se, ne premikaj se. Ugasni, ugasni, ugasni! Imam te, zagrabi to. Tukaj, pripelji psa sem. V redu je, pes lahko stoji. V redu. Imam ga. Imam ga. Drž to tam. Imam ga. Si idiot, stari. Drži. Stari, kako si lahko tako neumen? Tvoj glas zdaj, to je dovolj globoko. O, moj bog. Adijo, centrale. Sekundi ti bom dal naslov. Premikali se bomo blizu pasjega kolesa in...
ugotovi, kateri nastop je tam zame, da ga lahko približamo. Kar naenkrat sem zagledal čevelj in črne hlače tam zgoraj v tisti stvari. In sprva se ni premikalo, so si mislil, da je to kakšna lutka in potem sploh nisem mogel videti njegovega zgornjega dela telesa. In potem je McDowell rekel, ja, to je on. In potem je dobesedno prišel vse do te veje in se obesil, samo z eno roko. In na koncu je rekel, mislim, da ne zmorem. In je preprosto padel. Bil je čist polomljen. Vse se je ustavilo, ko smo naleteli na to. To je priden fant. V redu, zdaj se bom obrnil na mojo stran. V redu, usedi se. Zdaj mi nogo jo pokrči pod sebe. Moraš stati. Drži ga tukaj. Preiskali ga bomo. Drži ga na strani, kjer te ne vidi. Smola, kaj? Imaš kaj ostrega, s čimer bi me lahko zbodli ali porezali? Kaj imamo tukaj? Kaj je to? Ključi. V redu. Kakšne igle, kaj tazga, to me skrbi. Skrbi me, v redu. Ima kdo rokavice gor? Sam brzi sem, drži njegove ključe, v redu je. Lahko držim, v redu smo. Ja, je še kaj v teh žepih? Njegovi žepi so prazni, nima nič zadaj. Kaj me? Imaš kaj v novevici, ali enem čevlju? Se ti meša? Njegovi čevlji so mokri zaradi tebe. Dejstvo padate snov skupaj? Čez minuto bom tukaj gasilec, da te pregledam, potem bomo odstranili paralizator in nadaljevali od tam. Prav? Pazi na nogo. Zelo lepo. Torej si ga pravkar videl na drevesu in... Policijski pes je bil na delu. Poskušam se razgledati naokoli. Očitno, ker veš, pes ne reagira takoj. In ja, njegove noge so bile obrnjene proti nam. Tako da vse, kar vidim, so temne hlače in čevelj na hrastu. Njegovega zgornjega dela telesa pa sploh ne vidim. In si mislim, ali je to oseba, ali je tam samo kakšna lutka, ali kaj podobnega. Potem je bil McDowell malo k strani in je rekel, ja, to je zagotovo on. In potem je dobesedno poskušal hoditi po veji drevesa, dokler ni postala preveč tanka, da bi lahko hodil po njej. Nato se je z obema rokama prijel zgoraj in poskušal pasti iz drevesa. Spustil se je. Ampak poskušal se je držati in se zavihteti na naslednjo vejo, potem pa je ugotovil, da je ne more doseči. Tako je za trenutek visel tam in mi smo rekli, samo spusti se, ne spuščaj se, ne premikaj se. On reče, v redu, prihajam dol. In takoj, ko pristane, poskuša pobegniti. Zato mu Kevin spusti psa. Dobro upravljalo. Tako sva z LTM sedela tam in samo čakala. Slišala sva, da so ga ujeli na drevesu in oba sva bila navdušena. Kaj meniš o tem? Kevin Wilson. V redu. On je čisto navdušen zaradi njega, vidiš, ne? Ki je prišel sam gor, so ga nosili. To je nebo opet. To je malo not tebi. Vse je tako, kot je Reigns prišel na radio, je bil ja, sploh ni bil na drevesu, kot Tarzan. LT reče, Reče, karkoli že je bilo, se je pravkar zrušilo. Ja, ko sem prišel iz valizga debla hrasta, sem rekel, tam je. Nikakor ne. LTN, so you in the tummy and quickly, you know, had the Trinity all the blade. These are for Lapido? Ja, sej sence. Oak branches would have cast? Yeah, there's a good chance we would have missed them. To sem poskušal narediti, ker smo to že imeli pri drugih stvareh. Kot naprimer, spomnim se, ko sva dobesedno šla mimo tipa, ki je bil na drugi strani žičnate ograje. Pes je pokušal najti sled in kar naenkrat, jaz sem bil za tabo, on samo reče, tam je. Bil je kakšen meter stran od naju in jaz nisem gledal na stran. Tako da, če ga lahko, ga ne bom spregledal. In potem zagledam podplat njegovega čevlja, ki je tam ležal. Zanima me, kje je bil njegov drugi čevelj. Ne, imel je oba na sebi. O, prijatelj, mislim, da mu je padel dol, ko je padel. Padel je verjetno z višine, 4 do 5 metrov. Tam je visel in potem je še vedno tekel. Še vedno je 6 metrov visoko. Vem kako. Ker mu govorimo, hej, ko priješ dol, meteci, ko priješ dol, te bo pes ugriznil. In on celo reče, prihajam dol. Zato sem mislil, da se je predal. In potem, ko pristane, seveda pade na rit in potem panično poskuša pobegniti. Jaz pa si mislim, to je neumno. To je smo zate, prijatelj. Ja, poskuša hoditi in pobegniti. Morali bomo pregledati posnetek z njegove telesne kamere. Se je res skril, kot dolgo drevo. In na neki točki ga ni bilo, samo tako se ziba. Z eno roko hodi naokol. Je samo tak. Puščam predol. Ja, najboljši del je, ko si po radiju rekel, da poskuša splezati na drevo kot Tarzan. Tako je. Takrat si rekel, pleza na drevo. Dobesedno poskuša prečkati kot Tarzan. Ja. Prav, kar ga je ugriznil pes. Moral boš iti.
Zato me je bilo strah. To je ideal. Vsakdo želi izstopiti. In on je zlomil mizo, zato se bo podrla. Pravim. Patch you agrees. Pes je klizne v nogo, obrne bo naprej. Vi pravite, da je pripravljen, koga je pes ugriznil? Nogo, obrni se, prijatelj. Kako ti je ime? Kaj je Adams? Morda je malo nizko. Je to Adam ali je? Moj prvi moški je šel, ne vem kaj še. O, tam je KI. Ga peljete v bolnišnico? Ja, gre v bolnišnico, razen če mislite, da mora iti z rešilcem. Jonathan ga pregledajo v bolnišnici, nato ga prepeljejo v zapor. Na poti ima vprašanje. Bodite iskreni z mano, ste me čakali. Končevalo se je, stari. Bilo je blizu. Mislim, bližalo se je koncu. Z odhodom Ervorna, ja, psi so postajali utrujeni. Ja, stari. O, čok, ste čakali name? Ali smo imeli priložnost, ki se je sprva začela? Govorite o tem, da bi se vozili v tem času? Imel sem občutek. Ne, zagam pa me. Vsekakor smo iskali vaš avto. Mislim, prej. Craig? Ko sem prvi začel. Kot takrat, ko so te prvič ustavili. Ja. Ne vem, sem te mirno ustavil. Maja 2023 je Jonathan na koncu ni izpodbijal več obtožb, vključno z begom ali izogibanjem pri visoki hitrosti, upiranjem policistu brez nasilja in zapustitvijo kraja nesreče z materialno škodo. Obsojen je bil na 3 tedne zapora. Njegova sopotnica Caitlin je prav tako ni izpodbijala obtožb zaradi upiranja aretaciji brez nasilja in posedovanja pripomočkov za droge. V kazen se ji je vštel že prestani čas. Redu. Na to smo v okrožju Flagler. Ali opazite kaj nenavadnega pri srebrnem avtu v tem videu? Vaše oči vas ne varajo. Avto vozi vzvratno po cesti. In ne boste verjeli izgovoru, ki ga je po poročanju dal policistom. Veliko ljudi je poklicalo 911, ko so opazili Williama Murphyja, tretji, kako vozi vzvratno. Ko ga policisti ujamejo, bo trdil, da je upošteval prometna pravila. To naj bi vključevalo tudi sedenje na pasu za zavijanje pri rdeči luči in pogovarjanje z nekom v drugem avtu, medtem ko čaka, ter na videz popoln levi zavoj čez križišče vzvratno. Domnevno mu je celo uspelo prevoziti krožišče. Policijsko poročilo navaja, da so ga policisti ujeli na parkirišču restauracije, nato pa je William nenadoma obrnil avto in odpeljal kot običajno, a policisti so ga ustavili. Samo imejte roke tam. Razumeti mora, da ga več ljudi pokliče, zaradi tega, ker vozite vzvratno po glavni cesti. Ja, mogel sem iti, nekdo me je zasledoval, ker je to avto moje punce in se je dan zjutraj pokvaril. Avto sem pustil v službi in nekdo me je spremljal, zato sem šel v našo trgovino Empire po nekaj, ker je imel menjalnik nekaj zataknjenega v sebi. Zdaj sem samo poskušal avto pripeljati do Vava, ker me bo tam srečal in ga prevzel. Torej, naj to prav razumem, pelješ se vzvratno. Nisem imel druge možnosti. Avto je šel samo, ko sem vozil vzvratno. Torej, nekdo te je klical, kaj ne? Ja. Torej, nisi pomislil, da bi se mogoče peljal z njim, šel do trgovine z avtodeli in se potem vrnil nazaj? Vsi odhajajo iz službe. Vozim svoj avto vzvratno po glavni cesti 70 km/h. Kako je sploh vozil 70 na uro? Ampak vsi odhajajo in grejo domov iz službe. Tako bi bil jaz obtičal na delu in čakal, da nekdo pride. Ali misliš, da bi bila to vseeno boljša možnost? No, mislim, nisem mislil, da je bilo tako hudo, veš, kaj mislim. Niti vijuga nisem ali kaj podobnega, samo hitreje smo vozili. Vozil si vzvratno po cesti? Ja, mislim, to je isto, kot če bi vozil vzvratno. Ni isto, stari. Ja, nisem imel druge možnosti. Na tem imaš denarnico, poglej, kaj sem naredil, človek. Obstaja veliko drugih načinov, kako to rešiti. Ja. In to sem počel približno 6 mesecev. In vzel sem njihovo injekcijo in potem sem... Sem si dal injekcijo in sem nehal. Ja, vem.
Kolikokrat so vas aretirali zaradi vožnje z odvzetim vozniškim dovoljenjem? Vem? V redu. Ej. Ugasni cigareto. Pusti jo v ustih. Sam vrni se. Hej no, ne grem besed. Rabiš nekega tipa. Nisem mu tega rekel, sem mu govoril. Veš, kaj mislim? Nehaj se premikati. Nehaj se premikati. Tukaj sem Andrew. Ne počne mi česa. Oja, so ti pretesne. Ta! Počakaj. Viski poživi ekipo. Ne ustreza mi na prstu. Poglej, kako ohlapanje. V redu, zelo dobro mu je šlo. Sam boli človek. Poglej tukaj, na tej strani vozila, hitro. V redu, obrni obraz proti avtu, razširi noge. Imaš še kaj drugega pri sebi? V žepih imaš... Si vse vzel ven, sem vse vzel ven, vse. Ja, v redu. Vse, kar sem pričakoval, je bilo nekaj velikega. William, poslušaj me zelo pozorno, prav? Imaš kakršnakoli mamila pri sebi? Pri sebi pa ne, prav. Ker če jih odneseš v zapor, je to dodatna obtožba za hudo kaznivo dejanje. Torej. Rajše bi ga dobil. Tukaj zunaj. Pav. Zdaj. Prav. Lahko greš. Prav. Zdaj ni se gre ven. Sedi nam, prav. Dovoli, da tole hitro snamem. Lahko jih kar snamem. Ja, lahko. Zdaj bom šel samo z roko. Če želiš, lahko poskusiš premakniti svojo zadnjico tja in se obrneš sem, da mu bo bolj udobno. A pa se lahko komakneš naprej, kar ti je bolj udobno. Tako je. William naj bi rekel, da je bil avto zagozden v vzvratni prestavi. Tako ni imel druge izbire, kot da ga vozi na ta način. Ampak vsakič, ko poskuša razložiti, kdo je lastnik avta in odkot avto prihaja, postanejo stvari vedno bolj in bolj zmedene. Kakšna je telefonska številka tvoje punce, a? Kako je ime? To ni lastnik avtomobila. To ni lastnik avtomobila. A ni tako? Kje je on? Pri kom je to? Njegova telefonska številka? Ne, to je... Njen avto. Zavarovana je zanj. Kdo je za živce? Zakaj ga imaš potem? Glej, z njim so me pripeljali v službo, potem pa se je pokvaril pri moji službi in tam je ostal. Torej si ga potem vozil vzvratno? Ja, da bi prišel do trgovine s prci. Kaj imaš v ustih? Ampak naj zazvonim. A? Ne, ona ga pozna. Jaz ga ne poznam, ampak ja, ona bo odgovorila na telefon. Zdaj ti bomo samo odvlekli avto. O, dej no, prosim, ne, prosim. Ej, prosim, bodite iskreni, prosim, ne. Res misliš, da je to v redu? Ustavil sem se pri rdeči luči. Voziš vzvratno, draga. Ko so namestniki preverili Williamovo ime, so ugotovili, da ima več kot 10 obsodb za vožnjo brez vozniškega dovoljenja. William je bil aretiran zaradi ponavljajoče se vožnje z začasno odvzetim ali preklicanim vozniškim dovoljenjem. Odpeljali so ga v zapor in izpustili ob $1000 varščini. Za odmevne naslove zaradi stikov s floridsko policijo niso zaslužni le moški. Tudi ženske kažejo tako imenovano vedenje tipa Florida Man.
Pojdimo zdaj v Key West, priljubljeno počitniško destinacijo. Toda par sester je bil šokiran, ko se je njun otoški oddih končal v zaporu. Policisti so se odzvali na klic v bar, kjer sta Amy Cummings in Lisa Patton uživali v večernem izhodu. Toda DJ v drugem baru pravi, da sta nekaj odnesli s seboj, ko sta odšli, domnevno njegov denar od napitnin. Najprej, pijem vodo. Prav. Jezen je, ker sem ga vprašala, kako ga kliče njegova mama. Odgovarjala sem na odgovor in potem je rekel, resnično je rekel, da sem nadležna. V redu, v resnici je jezen, ker je vzel napitnino iz kozarca. Zakaj sem to naredila s tisto napitnino? Hej, ne govori! Hej, nekaj! Govori z mano! Nekaj! Jaz sem tisti, ki ti postavlja vprašanja. Preišči me, saj nimam denarja. Imam psa. Torej, kot sem rekel, preden si nesramno odšla stran od mene. Nisem nesramno odšla stran, nisem vedela. Govoril sem s tabo. Postavljal sem ti vprašanja. Ja, gospod. Ne njega. V redu, razumem. V redu, ugotovimo, kaj je. Torej, kot sem rekel, ga sploh ne briga, kaj rečeš. V redu, njegova pritožba je bila, da si odšel z denarjem od vstopnice. In jaz? Sem mu ga vrnila. Imela sem občutek, da me je tudi on žalil. V redu, rekel je, da sem tična. Nimam pojma. Torej, ker si užaljen, ti to daje pravico, da kršiš zakon. Nisem vedela, da je to nezakonito. Kako veš, da ne smeš krasti? To je zakon, ni pomembno, v katero državo greš. Nisem ukradla tega, pustila sem to v baru. Kje je tistih 5? Vzela si mi to. Ni pomembno, če je za 5 sekund, 5 ur, 5 let. Državni zakon pravi, da si ga prikrajšala za njegovo lastnino. Ni časovne omejitve. Nisem razumela tega zakona. Zakaj? In pustila sem denar. Franca zelo na hitro. Ali pa katerega koli princa. Kaj? Začel si pri 5 in vse to. Pazi na njo, prosim. Redo. Pazi na njo. V redu, pravi mi, da je denar dala nazaj v kozarec. Ne, nisem samo to jedala, Randiju. Rekla sem, da imam več denarja v predalu. To sem našla, ko sva prihajala ven. V redu. Tam je več denarja, tam sem že od 8. Ja? Poglej moj kozarec za napitnine. V kozarcu za napitnine ni nič drugega. V redu. To je edina far, ki mi je ostala, ker se venadila gre. V redu. Pravi mi, da ona se je užalila ali razjezila ali karkoli. Ja, in potem je za trenutek vzela denar iz kozarca in ga nato vrnila nazaj. To je vse. Lahko rečem, da so vsi tam v Rockhouse videli, da to sploh poznaš Miši album. Ja. Oprosti, ker se vse čas ve, kot čist kamen ven. Ja. Bil sem prestrašen, povedal sem kureju, lastniku, rekel sem ne. Imamo video, imamo kakšne video posnetke. Ne vem, če imajo video, ne vem. V redu. V redu, torej, želite podati ovadbo? En koliko denarja je ko, če ni bilo kakšnih $100, ne grem. Razumete, kaj mislim? Ne vem. Ne poznam vrednosti. Mislim, še vedno je kraja. Vzela vam je. Prikrajšala vas je za vaše stvari. Rekla je, da ni pomembno, ali je v 5 sekundah, 5 minutah, 5 urah, tako kot sem ji rekel. Prav, torej, mislim, ona, veste, mi pravi, da je stvar vrnila. Ne vem. Razen, če imam video posnetke, ki bi dokazali nasprotno. Grem se pogovoriti z njim, ampak bomo videli. Torej, želite podati ovadbo? Ja. Ja, v redu. Najhitro vidim vaš osebni dokument. Policist gre sliša DJ-jevo plat zgodbe in pregleda varnostne posnetke. In stvari so se začele podirati za Amy in Lizo. Kar polejte mi! Ne polzam nikogar! Ne vem, kako nihče. To je tako smešno. Kaj je smešnega pri tem, da nekomu vzameš denar? Nisem vzela nobenega denarja. Torej smo vzeli nekaj iz napitnine? Ne. Mislim, nikoli nisem dobila ničesar drugega. Ni pomembno. Nisem, pele smo karaoke, vem. Torej, vi ste bili tam precej zgodaj? In vsi so uživali. In potem sta prišla še 2, zadnji je prišel sem in bil je res privlačen. Sprašujem se, zakaj? Zakaj? Sprašujem se, zakaj? No, ker sem hotela peti pesem Louisa Fightinga. In ga ni bilo, je Kelly. Kaj? Tvoja osebna izkaznica je na ime Kelly? Začel si tapkati prav tam. Pazi na njo, prosim.
Sedela sem tam z njim, nista naredila nič narobe. Ja, dejta nama trenutek. Nisi del tega, prosim, vstopi nazaj. Stopi nazaj. Sedela sem tam. To je smešno. Sedela sem prav tam. V redu, razumeli smo, stopi nazaj. Iskreno, to je res smešno. Ne vem zakaj, mislim, da sva zadeli živo rano, ko je vprašal, zakaj me je njegova mama poklicala. Nisem tega uporabila, rekla sem, kako te je klicala tvoja mama in mislim, da ga je to prizadelo. Eli smo karaoke in vsi so bili srečni. Potem pa je rekel, da nas je videl peti karaoke. Bili smo nadležni in potem sem rekla... Rekla je, ne delaj tega, zato sem ga vrgla nazaj. Sploh nisem vedela, da je to tako naj. Nisem prav pametna. Poleg tega je bil edini dolar, ki sem ga imela, tisti, s katerim sem hotela dati napitnino bendu. Imela sem samo 1 dolarico. Nimamo, sploh nimamo in ne vem, zakaj je tako jezen name. Prisežem pri Bogu, to je smešno. To je res smešno. Še vedno vzameš dolar od nekoga. Ampak on ga ni vzel. Nismo zapustili bara z denarjem. Prisežem pri Bogu, nismo zapustili bara z denarjem. In on ti lahko to pove. Bomo že ugotovili. Ne vem, zakaj me sovraži. Mislim, da ima s tem težave. Tega ne bi smela reči, sem pa prestrašila fanta. Kako te kliče tvoja mama? Je v redu, če pokričam? Ne, to ni to. Iskreno ne, jaz sem njena sestra in njena mama jo res tako kliče. Ne smej se, srečna novo leta! Prav? Fantje, što pa pripravljena? Nimam osebne izkaznice. Saj. Ja, našla sem svoj telefon. Potrebujete mojo osebno izkaznico? Da, gospod. Stala bi, bila sem s svojim možem. Redu. Jaz bom vzela. Zakaj odstranjuješ te podatke? Ne morem zdaj dobiti najboljšo stvar pri kraji. Trenutno ne smeš oditi, pridržan si. Smo sredi preiskave kraje. Ne, jaz sem zapustila bar z denarjem. Tlane in sip, no to preiskujemo. No, vprašala sem ti, pa sem. Trenutno si ogledujemo posnetke kamere. Kako ti je ime? Lisa. Kakšen je tvoj klobuk den? Policist Moreno, najlepša hvala. V redu. Ste nas pravkar videli na karaokah? Jaz vas nisem videla v srednjem baru. Ko smo bili tam, ste vi že peli. Zapustile smo Florido. Mislim, bile smo pravkar tam. O, moje sestre. Danes po noči imamo rojstni dan. To je del imena Jezusa. Pravkar smo bili tam noter, Hans. Nisem podpisala, nisem gledala tega. Imam 1 dolar. Ravno bom zapustila bar. Pravzaprav nisem niti prepričana. Ja, razumela sem. Naj naredim selfie, prav. V redu. Poznam te. Vej, da podločeš nasmehan. Nimam razloga za nasmeh. Ampak veš, to je smešno. Nimam razloga za nasmeh. Jezi me, ker sva bela in heteroseksualna. Nisem bil tam, verjem. V redu, Jordan, želim te slišati. Videl sem vas, preden se je zgodil kakršenkoli incident. Bili smo tam. Trajalo je 15 minut. Smo izgledali kot kriminalci. Nikoli ne bom rekel, da vi delate. Dejno. Nimam 5 dolarjev pri sebi in nisem vzel 5 dolarjev iz tistega bara. To bomo lahko dokazali. Kam je šel? Pokliči njegovo mamo. Kam je šel ta tip? To je vznemirljivo. Ni pomembno. Je pomembno. V redu. Torej, približno koliko denarja misliš, da je bilo v kozarcu? Nimam pojma, sem tam iz omare za vdahve, res nimam pojma. Vem, da fenečko to. Vem za eno osebo. Vem zagotovo za eno osebo. Ali vsaj 20. Vem, da jih je več. Vsaj 25 ali več. Vem zagotovo, da nas je 425. V redu. Nimam pojma, koliko je bil. V redu. Tam, kjer sem rekel, je bilo 5 dolarjev na tleh. Mislim, da je nekdo tistega vrgel na tla. Ne vem česa, ne vem. Vem pa, da smo 425 v gumi, je nekaj.
Upad sedi ničesar. V redu. Mi ničesar berare pomo. Ne, zdaj gleda posnetek. Poglejmo kaj. Poglejmo, ali ste mu ukradli denar iz kozarca ali ne. Vzeli smo denar in potem sem ga vrnila nazaj. V redu, niste razumeli. Odvzeti nekomu denar, pa naj bo to za minuto, 20 sekund, 5 sekund, je še vedno kraja v zvezni državi Florida, kaj ne? Ne, nismo zapustile sobe z njim. Nevedno zakona vam pravzaprav ne daje izgovora. No to ni kraja, če ga vzameš iz vedra in ga potem spustiš na... Pravim ti, po zakonu, dobesedno, če komu odvzameš karkoli, kar mu pripada, vzel si denar iz njegovega kozarca za napitnine. Torej si ga prikrajšal. Pa naj bo to za sekundo, 5 sekund ali 1 uro. 1 leto. Vzem svojega prvega zdaj, pošljem ga nazaj sem. 5 sekund in ga ne bom dotaknil. Ukradel sem tvojega prvega, vrnil ga bom. Pojdimo razmisliti o kraji v zvezni državi Florida. To je kraj. Odkot teh 5 sekund? Govorimo o 1 sekundi. V redu je, kakršen koli čas. No, popolnoma me je užalil. Zaradi njega sem se počutila manj vredno. Bala sem se ga. To je civilna tožba. Saj sem ti že povedal, da ga imaš v žepu. Ne, mislim, da je to kazenska odba. Počutil sem se ogroženega. Dobesedno mi je stopil pred obraz in rekel: motiš me, pojdi iz mojega bara. Nisem naredila ničesar. Država Florida. Zasebni lokali imajo pravico zavrniti storitev, kadarkoli želijo. Greš lahko prosim govoriti. Ne. Iskreno, bili ste tam, videli ste nas tukaj. Videli smo vas že prej. In videli smo ga, kako vam je rekel, naj se umirite, da morate iti za tistim, ki je. Pomirite se, ja. Ni rekel, naj se umirite. Rekel je, da ste mi tečmi. Prej ste bili precej navdušeni, jaz moram ostati zadaj. Zato imamo karaoke. Prihajal si v zadnjo sobo in veš, pritisk je bil kar precejšen. Peli smo. Ne, medtem ko si govoril z mano. Pripravljena sem iti. Redo, no. Zadržan si, ne moreš iti domov. Je fe. Resnično upam, da boste vsi uporabili svojo zdravo pamet v tej situaciji. Smo, pokličemo preiskavo. Bog, in česa? Ljubi Bog, hvala. Sredi nečesa smo, kreten. Wow, fantje, hvala. Prosim, nehajte. Kar tako odhaja stran. Ne odhajam stran. Ne odhajam stran, gospod. Nihče ne počne ničesar. Nihče ni nič povedal. Nihče ni ničesar vzel iz. Pravkar je priznala, da je vzela denar iz kozarca za napitnine. Pravkar je to priznala. In ga je takoj dala nazaj noter. Prav. No, sem prav. To je v redu. Lisa! Daj roke za krbe. Daj roke za krbe. Lisa, imaš telefon, kam greš? Lahko se obrnem. Ne. Ja, igra. Umakni se. Počakaj, moj odvetnik prihaja. V redu. No. Reci mi, naj se dobim s tabo pri zaporu. Če ne prije sem predamo, ga ne bomo čakali. Ona je. Vzela je denar iz kozarca za napitnine. Prav, pojdimo do mojega avta. Pojdimo, počakaj. Včeraj sem tekla maraton. Stegna me bolijo. Prej si hodil čist normalno. Kar enkrat, ko ti nataknejo lisice, začneš šepati. Mi lahko poveste, kaj se dogaja prav zdaj? Sem vam že razložil, gospa. Nise. Vzel ste denar iz kozarca za napitnine. Nisem vedela v tisti sobi s tistim denarjem. Kar je kraja? Tega denarja nisem vzela, ne dotikaj se me. To ji bom dal v žepe in vse. Umakni se. Ne mora mi dati. Umakni se, nataknil ti bom lisice. Ti pa idi z njo. Umakni se, umakni se.
Umakni se, človek. Povem ti zdaj, umakni se na pločnik. Nisem vedela. Dal ti bom lisice. Zakaj me boš aretirala? Zaradi neprimernega vedenja. Upiranje brez nasilja, ker oviraš mojo preiskavo. Vrnil jo bom. Gospa, še enkrat vam bom povedal. Še enkrat vam bom rekel, da stopite nazaj na pločnik. Obnašate se smešno. Gospa. Najprej, kaj celotna maska je? Smešna. Ne. Končal sem. Človek, daj roko nazaj. Daj roko, prijatelj. Ne upiraj se. Rekel sem ti. O, moj bog. Daj mi roko. Položila bom svojo roko. Daj mi roko. Nehajte se popravljati, gospa. Daj mi roko. Telefon bom dala v svojo. Ne boš. Daj mi roko. Spusti torbico. O moj bog, si resna? Da, zelo sem resen. Spusti torbico. A si resna? Rekel sem ti vsaj 5-krat naj se umakneš na pločnik. Sicer bi ti nadel lisice. Zaprl te bom, trebuh ob stavbo. Ne vem, odkot si in kako tam govoriš s policijo, ampak tukaj v Key Westu to ne gre tako. Pazi na njo, prosim. Kot sem rekel, si aretiran zaradi kraje, ker si vzel denar iz kozarca za napitnine. Oškodovancu si odvzel njegovo lastnino. Ni me briga, če si ga kasneje vrnil nazaj. To je nepomembno. Me razumeš? To je zelo preprosto vprašanje. Veš kaj, pravzaprav me sploh ne zanima, če ne razumeš. Razmakni noge, prosim. Imaš kaj nezakonitega pri sebi? Imaš kaj nezakonitega pri sebi? Ne. Tukaj sem. Imaš kaj pri sebi, kar bi me lahko zbodlo, prerezalo, razstrelilo ali mi povzročilo sevanje? Ne. V redu, naj se umaknem nazaj. Njo bomo dali na to stran, njeno prijateljico pa na drugo stran. Stopi nazaj, Liza. Odmakni se. Ustavi se pri modri črti, prosim. Prisloni trebuh k modri črti, prosim. Ja, pravkar me dajejo v policijski avto. Ne slišim te, ampak me dajejo v policijski avto, ker pravijo, da sem ukradla svojega. V redu, gospa, zadnja priložnost. Imate kaj nezakonitega pri sebi? Nimam ničesar nezakonitega, če pridemo ven izmed teh 43-letnikov. Potem se tako tudi obnašajte, ker če pridete v telovadnico in imate pri sebi kaj nezakonitega, bo to kaznivo dejanje. V redu, vstopi. Odgovori, telefon zvoni. Ja. Imam ga. V redu, gospa, vstanite. Ne dotikajte se. Ne dotikajte se me! O moj bog! Dobili boste še eno obtožbo. Katera pa? Boli me glava zaradi tebe. Ali imate kaj nezakonitega pri sebi? Ne, jaz sem Finger. Sem v kopalka. Samo v jebih kopalkah! Razmakni noge. Samo zbadal me boš, me pičil in raznesel. To je, gospa. Poslušaj me. Ali imaš kaj nezakonitega pri sebi? Ne. On je skopalka. Ni me briga, kaj nosiš. To ni odgovornost. Nisem koledar za prste. Sem policist. V redu, jaz imam gor pendrek. Ne potrebujem ničesar takega, kot si ti. Se strinjam, sedela je kot odrasla oseba. Položi trebuh na modro črto. Najbolje je, da tega nocoj res ne narediš.
No, daj jo v mojo torbico. Nehaj ukazovati, nisi ti glavni. Kar snemajte naprej, vsi skupaj. To ne bo rešilo ničesar. Pojdi takoj na policijsko postajo, ker so mi nataknili lisice in peljejo mene in liso. Mark, pojdi na policijsko postajo, sedež je prost. Seri! Stopi! Oh, super, Jay. To je najbolj skrčen listek. Daj mi mojo torbico. Ne! Zakaj? Ker, kot sem rekel, najprej, ti nisi glavni. No, kam bo šla moja torbica? V zapor gre s tabo. Hej, nasloni se nazaj. Gospa, premaknite se k steklu. Hej, morate priti na policijo. Prosim. Ravno bom vzel ure. Tukaj. V redu, torej druga je v... Ona je v avtu, v redu. Lisa Patton. V redu. Ženske so naložene v zadnji del istega policijskega avtomobila. Policisti so jim zasegli telefone, vendar ima Lisa na sebi Apple Watch in zadnji sedež spremenil klicni center. Gospod, kam nas peljete? Kje je to? Počakajte samo trenutek, ker je moja odvetnica na vogalu. Reči tega, tako zelo zamujam. Rekel je, da naj jo pelje v zapor. Ne, ni to rekel. On je na južnem otoku. Na Stock Islandu. Ne morem, kaj se dogaja? Ne morem govoriti. Potrebuje malo vode. Je to ta maska? Ja, v redu. Silja, mi smo tisti s pedikavom. Gremo, kolikor hitro lahko. Pravkar ste nas prehiteli, Tukaj, ustavite. Ne, policijski avto se bo ravnokar zapeljal za vami. V redu, počakaj. Kaj? Policijski avto je zdaj tukaj. Pelje v nasprotno smer od vas. Vseeno. Pravkar je odšel. Je šel, ker poskuša biti bedak. Ne morem verjeti, da je to najboljše, kar si lahko naredila nocoj. Zakaj si aretirana? Prepričana sem, da sem bila zato aretirana. On, vest, se opravičuje. Čisto dolgočasno. Hej, Siri. Kličem Petona na mobilni telefon. Kaj se dogaja? Mene in Amy peljejo v zapor. Ja? Torej morava priti na policijsko postajo. Ja? Ja, pravkar smo govorili z njo. Poskušala je priti do naju, ampak je s svojim vozičkom kar švignila mimo naju. Reci mu, naj steče ven skozi vrata, pa mi ni nič rekel. Peli smo karaoke, vsi so bili srečni. Potem se je karaoke voditelj razjezil na nas in rekel, da moramo oditi, ker smo bili nadležni. In vzela sem $5 iz njegovega kozarca za napitnine, potem pa sem jih vrgla nazaj v sobo, zato me zdaj obtožujejo kraje. Nisem zapustila bara z denarjem. Ja, no, ugotovimo, kje?
aretirana. In Amy so nataknili lisice, ker mi je hotela dati telefon. Sploh niso nameravali, bila je v redu, rekla je, naj mi da telefon. In potem so rekli, Draga, prosim, sploh ne vem. verjetno je miren večer, sej ponedeljek. Sploh ne vem, zakaj sem tukaj. Hej, kakšen je naslov policijske postaje? Hej, gospod policist, kakšen je naslov zapora? Hej, kakšen je naslov zapora? Kaj je rekel, kaj? Na Stock Islandu je, to je vse, kar nam je povedal. Stock Island? Je na otoku Stock? Je to na Key Westu? Ja, trenutno smo v policijskem avtu in noče nam povedati, kam gremo, noče nam povedati, zakaj sem aretirana in sploh ne moče pomagati in mi je nataknil te lisice, ki mi prekinjajo krvni obtok v roki. Zdaj se počutim zelo nelagodno. Hey, sorry. Hey, where are y'all? Pogovarjamo se s Gino Ptavtom. Naj se jogajo s celular regardless. I'm gonna go over there and try and figure it out. Kakorkoli, vi boste na vrhu. Ulica 505. Samo veš, Naredi, kar moraš narediti. kaj misliš s tem? Tako poglata si, hej si mi, samo vprašaj se, v bistvu. Ampak pusti, da ljudi, če lahko to naredimo. Boš prosim zmanjšala glasnost glasbe? V redu. Lahko prosim utišaš radio? Približno 4 minut stran, zato moram najti prevoz. Vi pa nadaljujte. V redu, tudi jaz sem v avtu. Lisa je bila obtožena manjše tatvine in motenja javnega reda. Amy je bila obtožena motenja javnega reda in upiranja uradni osebi brez nasilja. Tožilci so na koncu obe njuni zadevi opustili. Ostajamo v Key Westu, kjer je moški praznoval tako svoj rojstni dan kot ameriški dan neodvisnosti z nenavadno vožnjo. Domnevno je ukradel turistični vlak in se z njim zapeljal 4. julija. Veste, kje je bil ta parkiran? Ampak danes so prišli, kje je bil avto, ki ga je vzel, jebempi. O, je bil v enem od teh? Ja. Torej je prišel noter, skočil noter in ga odpeljal. Ja. Torej je tehnično gledano vlom, huda tatvina motornega vozila. Po navedbah policije je 57-letni Jonathan Winslow odpeljal turistični vlak Conch Tour iz depoja in se vozil po ulicah Key Westa, celo pobral je 2 nič hudega sluteča potnika. In očitno se je zelo mudilo, da bi se odpeljal s tistim vlakom. Svoj avto je pustil prižgan z glasno glasbo v železniškem depoju. Zdaj ga vrača v delavnico. Imajo sliko tega moškega na posnetku. Zdel se je temnopolt in je hodil. Info, Kyle. Modra in rdeča. Zdaj. Torej, Mark, za posameznika imam 3 minute in pol. Zakaj je to? Ja, v redu. Bejzbolska kapa. Bom pri šefu. Ojoj. Ja. In kaj potem? Skočil je iz avta, sedel na vlak in izstopil. Pištolo. Od začetka smo slišali zvonjenje zvonca in bilo je nekoliko nenavadno, da smo slišali zvonjenje. In rekel sem svojemu šefu, verjetno čistijo vlak tam čez. Potem sva šla v to smer. Drugi mehanik je prišel mimo in rekel, hej, nek tip je pravkar skočil v vlak in odpeljal z njim.
In jaz sem bil kot, ali dela tukaj, je imel rumeno majico, oranžno majico, on reče ne. In potem je moj šef rekel, ne, pojdi najti ta vlak. In takrat sva stekla. On je šel z 11 policistom DB dol do RBM z mano, primer. Si videl tega tipa? Ja. Kdo je prevzel vlak? Jaz in še en voznik. V redu, torej ste šli poiskat vlak? Šli smo poiskat vlak, on nam je povedal, kje je bil. Ujeli smo ga na vogalu Duvala in Uniteda. Zapeljal sem naravnost pred vlak, da bi ga ustavil in mu preprečil nadaljnjo vožnjo. Povrnem ti denar za knjigo. V redu. In tam smo ga ustavili tako, da smo mu zaprli pot, nos ob nos, da se ni mogel premakniti. In jaz sem skočil dol. Moj sodelavec je skočil ven, soočila sva se z njim. Bil sem zelo vznemirjen. In tako je samo izstopil in rekel sem Todu, naj ga slika. In potem nisem pomislil, da ima tisti stari vlak vgrajeno videokamero. Tako je, ta je stekel za njim, da bi ga slikal. Premaknil sem svoj tovornjak, da bi omogočil prometu, da se normalno odvija. In potem se je vrnil, skočil sem v vlak, da bi ga vozil, drugi sodelavec pa je odpeljal tovornjak nazaj. Rekel je, da je poskušal videti, kam je šel po Whiteheadovi ulici, vendar ga ni videl, ko se je vrnil do tovornjaka in šel tja. Nameraval je. Vam je kaj rekel, ko ste se soočili z njim? Ja, lahko. Rekel sem človek, moral bi te namlatiti. In on reče, ja, zaslužim si, ne bi smel vzeti tega. Zaposleni so lahko sledili GPS-u vlaka in ga dobili nazaj. Policisti so ujeli Jonathana, ki je morda eden najbolj prijaznih osumljencev, o katerih smo kdaj poročali. Pravi, da je pred leti dejansko imel službo kot voznik vlaka in da je želel to samo še enkrat preizkusiti. Skliceval sem se na 5. amandma. No, saj turističnega vlaka tudi ne moreš kar vzeti. Sklicujem se na 5. amandma. To je moje rojstnodnevno darilo. Ne bom plesal s kajunsko ljubico. Rečemo karkoli. Veš kaj? Tudi jaz sem šla mimo njega, šla sem naravnost mimo njega. Se sproščaš tukaj, v redu? Ti si tisti, ki ga iščem. Všeč mi je, kako sem si mislila, to bi moral narediti on. Ja. Kako napredujemo pri pedofilih? Dobro jutro, bratje. Hvala. Hvala. Hvala, čupajci. Kaj pa bankiri? Slišal sem, da je bilo zakonito kupovati ljudi, preden smo prišli tja. Hvala Bogu, so slosni. Tudi ist veliki, oni ist veliki, kot taki po 500 ali 600 funtov. In pravkar sem ugotovil, hej, nimam ničesar pri sebi. Obrnite v tisto smer. V redu, ja, gospa, ko smo šali vas bom. Imam vse svoje cigarete in vaš denar nazaj, ker sem bil nezakonito pridržan in aretiran. Zdaj imam svojo ustavno pravico. A še vedno imamo ustavo. To je 46, molim, da je mama. Skliceval sem se na 5. amandma. Prvi je prvi z razlogom, podprt z drugim. Imam prav? Da, hvala. Kje smo United? Čau. Imam oblečene svoje surferske hlače, moš jih imeti. Ne poznam sednic, nočem. Nisem ti dovolil, da to narediš. Nisem jim dal dovoljenja. Ne lovi me, prosim. Globoko vdihni, prav. Lep dan. Danes imam rojstni dan, prosim. Danes imaš rojstni dan. To je moj vnuk, dobro zgleda. Danes bo kmalu večerjal z vami. Ja, to sem videl. Jaz že živim sam. Jaz sem ključni bili na velikih turnejah. Daj mi sekunda. Želiš? V redu, to je moj čas. Vzem si čas? To je moj čas. To je moj rojsten dan. Rad vas imam, fantje. Videl sem, da lahko plačamo to pristojbino. Vi, fantje, to gledate ves dan. Imam nekaj poznanstv tukaj, moji starši. To je za ženo, za gospo. Kdo je gospa? No, ona je censka, teksaška kavbojka. Bori se z mano v vodi. Je kar zabavna. Ne svetim. Prosim, ne smeti. Pobrali bomo.
Ti ne smetiš, jaz smetim. Dotikaš se tega, kar počnem. Sprosti se. Si se dotakne moje vrečke. Ja, umiri se. Kaj je to? Ja, to je vrečka za cigarete. Au, počasi. Počasi. Prosim, umirite se, stojite pri miru. Spodaj imam kratke hlače. Da. Da, imam. Surferske hlače z žepom na zadrgo na desni strani. Še ne. Želim si, da bi, ker mi je vroče kot hudič. Tukaj je malo tesno. Stari, malo je tesno. Sem miren, prijatelj. Prid noter, v miru. Ostani miren, ostani miren. Prav imaš. Kur, dogovorjeno je. 100% ves dan. Čeprav upam, da kmalu ne boš več samski. Jaz sem očitno skrit. Ti si duhovit piščančji mož. Pa smo tam. Poglej, te, dodek. To sem jaz. To si ti. To je strah do 76. Morda bomo imeli čajanko nocoj. Ne, smo povabljeni. Santa Adams je. Dobra osnova, zdrava pamet. Thomas Paine. Evropa, ti si zagotovo povabljen Sirakuze. Hvala. Ni nam treba se oblačiti kot indijanci. Mi smo preprosto pravi moški. Pofnemo en čip. In ženske. Imamo vse iste napake. Lahko je bil tvoj brat. Smo ena človeška družina, priložnost. Vem, da bi to lahko bil Galaxy. Colorado zapor, kaj boš pripravljen? Tukaj je nastaven način, kako to odstraniti. Lahko pokažem vam? Dobro opravljeno, dokler ga dobijo nazaj. Hvala. Cenim vas. Vem, da vam mora biti v tem zelo vroče. John je kot Patrick, pravilno. Ni tako. A dovolj pijete, fantje? Ko sem vozil tisto vrsto vlaka, ko je bila moja hči stara 4 ali 5 let, sem ji predstavil tudi najemnino. Star sem 4 leta. Ati ima rad božične oglede in podobne stvari. Ona bi bila moja zvončarka in pobiralka kovancev. Zabavala sva se. Še vedno se zabavava. Imam samo svoje vnuke in pisal je približno mesec in pol. Svojim vnukinjo sem pelil jahat za njen 7. rojstni dan. Želi si postati morska kavbojka. Kje si odložen? Vozil sem Pittsburgh iz Brokeback Central Direction, ampak moj dedek je imel denar. Dolga zgodba. Sem kje bili že od 70 let. Tukaj živim občasno že od 70 let. Tako da imam tukaj nekaj zgodovine in vozil sem tisti vlak, ki je originalna vrsta turističnega vlaka. Naredil sem dober varnostni pregled, skliceval sem se na 5. amandma. Čakaj, Ana. To je bilo, ko sem vozil. Mogel sem začeti popraviti varnostni pregled, preveriti, če luči delujejo in se prepričati, da so pneumatike napolnjene. Vsi so bili na varnem. Varnost je na prvem mestu, Kerry. Tvoj uslužbenec je na drugem mestu. V redu, Doni. Gospod. V redu. Vso vaše lastnino bomo dali v vrečko. Hvala. Nekaterih stvari ne potrebujete. Vse to potrebujem, prosim. Nekaterih stvari ne moreš popraviti, ampak vzeli bomo, kar lahko. Boš vzel to, Joe? Si optimist. Ja, seveda. Gremo olin in upam na najboljše. Nekega dne nisem počel ničesar, kar bi motilo mir. To je Alex, ki se pravkar pripelje. Ampak kako bi se lahko kdo uprl takšni priložnosti? Skliceval sem se na 5. amandma. Nisem rekel ničesar. Jaz nič ne vem. Več kot vem, manj vem. To je moj primek. Ampak nekaj tankov. Nimam se kam skrit, imam potrditev. Vidim svojo glavo po radiju. Šok, pokrili smo ta svet. Imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 indijancev ocenjuje situacijo. Prevarant. Jaz sem sam skromen maček, ved. Mislim, da v tem ne bi smel govoriti. V redu. To je velika vera v vsemogočnega Boga. Sveti duh mi nekako namiguje, da naredim nekaj norega. Kot da nisem ničesar naredil. Skliceval sem se na 5. amandma. Hvala. V bistvu moram samo priditi in loviti ribe. Ujel bom tistega Oahuja za luau. 10. imamo luau ob polni luni na Nilovem kanalu. To je polna luna. Morda je to oprema. Vi in vaše družine pridite na luau. Če pa želite ostati celo noč na globoki molitveni seansi za mir, ljubezen in srečo, tako kot naj bi bilo v rajskem vrtu, brez kače, brez hudičeve kače, ki poskuša vse pokvariti.
Vsak od nas ima svojo kačo jutra, fantje. Ne vem, če je on, ampak to je druga zgodba. Spomnim se, da moram biti tiho. Mogoče. Mogoče bi bila to dobra ideja. Prav. Pripravljen sem. Se samo obtožujem. Kaj? Ne, prijatelj. Razmišljam o tvojem Ingverju. Kateri avto je zunaj? Ne, moj. Nič zelo zve, ne. Oni so to že naredili. Hvala, tudi jaz vam želim vse najboljše. No, nobene drame za 4. julij. To bo v policijskem poročilu. O moj bog, v poročilu o kriminalu. To bo smešno. Bom ponovno oblikoval to vrstico. Nazaj v železniškem depu mora zelo osramočeni uslužbenec več policistom razkriti, da je pravzaprav pomagal Jonathanu, da se je odpeljal z vlakom, ne da bi se zavedal, da Jonathan dejansko ni delal za podjetje. Ja, upam, da je rekel, da je vedel, da je tam že delal. Ja, počutim se neumno, človek. Ne bod preveč strog do sebe. Samo videl sem, da imaš rad težave z orožjem in verjetno bom zaradi tega človeka. Nisem hotel človek. Pomagal sem mu prižgati vlak in preveriti kazalce zanj in vse. Počutim se neumno. V redu. Spoj pa je izgledal? Na glavi je imel neko čudno barvo in v rokah je imel nekaj, kar je izgledal kot veverica, nekaj tazga. Bel, črn. Poglej, zakaj si mi nadel klobuka? Domneva, da sem najemal droge. Kaj mi je oblečeno? Zagrabil je to roza stvar na klobuku, ki ga je nosil. Kaj še? Nosil je hlače. Ne, res se ne spomnim. Sam žal mi je bilo. Sam neumen sem se počutil, stari. Prišel je sem in se pogovarjal z mano. Je rekel, da je bil voznik? Ja, rekel je, da je bil voznik. Rekel je, da je bil tukaj v 90-ih, a nekaj tazga. On je rekel, ne vem, kako prižgati vlak. Tako da sem mu pomagal prižgati vlak, rekel sem, no, si ga vprašal sam, si govoril z njim. Torej, ja, in potem vprašaj ga, sem jaz prižgal vlak. On je rekel, ne vem, kako ga prižgati. Tako da sem zanj prižgal glavno stikalo. In potem je rekel, boš preveril smerokaze zanj. Rekel sem, seveda. Tako sem preveril smerokaze zanj, zadaj in spredaj. In potem sem rekel, si izpolnil voznikov kontrolni seznam. Redo. In potem me je nekdo vprašal nekaj o ne vem nečem. Ne spomnim se točno, kaj me je vprašal, ampak kakorkoli. On ga je našel. Sedel je na voznikov sedež, jaz pa sem mu rekel, ne, ima lep dan. Potem se je odperal tja in ustavil. In ko se je ustavil, nekaj je rekel in takrat sem šel vprašati, ker se mi ni zdel prav. Ko sem razmislil o tem, sem ga vprašal, rekel sem, no, nekdo naj bi vzel 97. In potem je rekel, ne. In potem mislim, da je ukradel. Mislim, da je ukradel. Mislim. Ja, v redu. Sam počutim se kot tak idiot človek. Nisem. V redu je, nekaj se dogaja, vse je v redu. Jaz sam tvojega osebnega nisem potreboval. Ja, človek, prinesel ti ga bom, oprosti, človek. Prišel sem gor, govoril z mano, pa rekel, da je tukaj že delal. Ja. Sem pač jebeni idiot, kakorkoli. V redu je, to se zgodi. Včasih tega ne pričakujemo, ampak koga briga, nadaljuj. Torej, rekel sem, da je delal tukaj in vprašal sem ga, pravkar sem vstopil na vlak, pogledal sem skozi okno in si mislil, mogoče je kaj narobe. Ampak izgledalo je, ne vem, včasih se peljejo z vlaki v center in podobno, veš, zato nisem vedel, če morda kaj pobira, nisem vedel, kaj se dogaja. Tako sem mu pomagal preveriti smernike in potem je on pomagal meni. Kaj, si izpolnil voznikov kontrolni seznam? V redu, pravkar se je pripeljal zadaj. Ne vem ničesar o tem, odkot je prišel. Je bil pravkar tukaj in se pogovarjal s tabo? Ja, prišel je tja in se pogovarjal z njim. In tukaj je bilo parkirano? Ja, bilo je na istem mestu, kjer je bil on in bilo je ugasnjeno. In potem kaj? Je kar začel govoriti o tem, kako je včasih delal tukaj? Ja, tukaj je delal v 90-ih. Rekel je, da je bil tukaj nekaj tednov. Kaj še? Rekel je, da je bil nov zaposlen na neki tazga. In potem je rekel, ja, in potem sem ga vprašal, če je izpolnil voznikov kontrolni seznam in preveril smerokaze zanj. Potem je tam zunaj za trenutek obstal in na to
Takrat sem šel do Normana, rekel sem, no, nekdo naj bi vzel 7,90 in potem je rekel, ne, nihče ne bi smel vzeti 7,90. Za nekaj časa je postalo težje. Ja, v redu. No, ne veš, kdo vozi in kaj se dogaja. Razumem to. Razumem. Enako bi bilo, če bi se to zgodilo v moji garaži. Nekdo bi se samo pojavil in rekel, da je policist, ki prevzema avto. Počutam se neumno. Ne, samo pravim. Verjetno bom tokrat zaradi tega dobil odpoved. Ne, mislim, da ne. Nihče ni bil ubit, nihče ni bil povožen. Imaš osebna izkaznica? Vem, da te je že en drug policist vprašal po njej tudi v mojem imenu. Samo sklonitna bi se narobil. V redu je. Najverjetneje bo po tebi poimenovano kakšno pravilo. Jonathan je zdaj na zadnjem sedežu policijskega avtomobila in zdi se, da se zelo trudi, da se ne bi samo obtožil, vendar mu to očitno ne uspeva najbolje. In zdi se, da je šokiran nad obtožbami, s katerimi se zdaj sooča. Kaj je, brat? Sem dehidriran, sem izčrpen. No, vesel sem, da ima tvoj avto klimo. Moj ima tudi malo. O, bog, voziš avto brez klime, to ni pošteno. Ne, moje zdaj pregana. A piješ veliko vode, brat? Moral buy. Ampak je ne pijem. Poglej, kako sem debel. 3. leto na Gordu, pridelal si 50 funtov. Brat, cenam te, brat. Zdi se mi prijazen fant, človek. Sem. Po redu, poslušaj. Moram ti postaviti neumno vprašanje, človek. In zaradi tega ti moram nekaj prebrati. Prav. Ne misli, da sem najbolj zloben človek na svetu. Ne. Nisi. Utrujen sem, kot si rekel. Dehidriran. Prav. To so tvoja Miranda opozorila. Imaš pravico molčati. Vse, kar poveš, se lahko uporabi proti tebi na sodišču. Imaš pravico govoriti z odvetnikom in da je ta navzoč med zaslišanjem. Če si ne moreš privoščiti odvetnika, ti bo dodeljen, če to želiš, preden ti postavijo kakršnakoli vprašanja. Kadarkoli se lahko odločiš uveljaviti te pravice in ne odgovarjati na vprašanja ali dati kakršnihkoli izjav. Ali razumeš vsako od pravic, ki sem ti jih razložil? Da, gospod. Ker imaš te pravice, si zdaj pripravljen odgovarjati na moje vprašanje. Sklicujem se na 5. amandma, gospod. V redu, potem. Po redu, no, greste v zapor zaradi vloma velike tatvine avtomobila. Kaj? Ja. Ne moreš se kar peljati z avtom. Vse najboljše. Brat. No, to ti daje pravico do kraje. Ne, jaz ne kradem, ti si ukradel. Ti si ukradel, jaz sem si izposodil avto. Ti si ga izposodil. Počakaj. Skliceval sem se na 5. amandma. Ja. Rad bi govoril z vami, prosim. Po redu. No, recimo, da ste si ga izposodili. Cenim ta spontano izjavo po opozorilu Miranda. No, nimam ničesar za skriti. Brate, v redu, človek, zgodi se. Vsi delamo napake. Jaz jih naredim veliko. Včasih isto napako ponovim 2 ali 3, preden se naučim. Tvoje vozilo bo odlegla policista Young. Tega še ne vem, ampak mora zapeljati zadaj. Moje vozilo? Ja. Katero vozilo? Tvoj Kia, ki je parkiran zadaj. O, ne. Ja. Trenutno nimam denarja za to. Imam okoli 5000 čakov. Vsi imajo nekaj. Ampak med ribolovom mi je telefon padel v vodo. Zato je samo zvok. Nisi slišal, kaj sem rekel, kaj ne? Kljub temu, da je bil pridržan, uklenjen in odpeljan v zapor, je Jonathan še vedno dobre volje in se pogovarja s policistom, ki ga prevaža, o nekaterih svojih preteklih srečanjih z zakonom in o ljubezni, ki jo ima do svojih vnukov. Popil sem 2 kozarca vina, zato jih ni bilo briga. Pripeljali so psa, da bi našli eno steblo trave. Eno steblo. In potem sem dobil, Ne bom govoril slabo o tem, ker sem tudi sam potem znan. Kaj je to? S tem se ne hecam, z nikomer ne popuščam. Ničelna toleranca. Ničelna toleranca. Ja? Tu je marihuana. Ja, to sem naredil danes zjutraj. Razumem, spoštujem te, nimam nobene marihuane. Preprosto je. Pri meni je zelo preprosto. Če je nezakonito, tega ne počni. Ne boš imel težav. Kaj pa, če nimaš recepta? Potem je vse v redu, dokler ne greš na javno mesto. Aha, v redu. Je to zakon? Ja. V redu. Kaj je tista kartica na tvojem možu? Kaj? Je to hotel ali kaj podobnega? Quickly badge. Ne, ni hotel. Ja, preprosto je. Z njim boš to. Kar nadaljuj. Oprosti. To je preprosta barna koda do odrešitve, kaj ne? Mogoče. Zdi se kar prav. Najprej se je nekako predal. Ločena kri nas očisti, nam da nov začetek. In tista vera, brez skrbi, samo biti prisoten v trenutku. To počnejo moji vnuki. Z njimi, samo tam, z njim. To je ne, Drtefograd so res neverjetni. Samo usedi se na tisto klop, prosim. Ta klop tukaj, gospod. Ja, gospod. Po poročilu policije je namreč pri pregledu Jonathana v zaporu namestnik našel majhno stekleno pipo za kajenje, ki je bila pozitivna na metamfetamin. Jonathan je bil obtožen vloma v zasedeno stavbo, velike kraje, kraje avtomobila in posedovanja pripomočkov za droge.
Po podatkih sodnega registra okrožja Monroe naj bi Jonathan sprejel sporazum o priznanju krivde spomladi leta 2026. Zdaj gremo v okrožje Polk, kjer naj bi moški, ki je dostavljal za DoorDash, za svoje storitve želel več kot le napitnino v aplikaciji. Posnetek z videokamere na zvoncu prikazuje moškega, ki ga je šerifov urad identificiral le kot Salima, kako dostavlja naročilo Taco Bell stranki. Večkrat pogleda naravnost v kamero, preden fotografira hrano kot dokaz o dostavi. Nato pa naj bi vzel paket Amazona s praga pred vhodom in ga skril pod majico. Stranka je krajo prijavila šerifovemu uradu, ti pa so s sodnim pozivom od DoorDash zahtevali identifikacijo voznika. Salim je bil aretiran in obtožen vloma in male tatvine, ker naj bi vzel paket, v katerem naj bi bil oljni filter, vreden le kakšnih 8. Nismo uspeli najti posodobitve glede njegove kazenske zadeve. Naš naslednji posnetek s telesne kamere prihaja iz Fort Myers Beach. Je dan svetega Patrika in hkrati spomladanske počitnice. Zato namestniki šerifa okrožja Lee patruljirajo po plažah. Skupina je ustavila namestnika šerifa na 4-kolesniku. Zaradi vetra je nekoliko težko slišati, vendar ima skupina šokantno zgodbo. Nekaj najstnikov se je pretepalo na plaži in enemu so odgriznili del ušesa. Zamudil si! Ampak veš, želim začeti samo z enim. Hotela sem začeti z enim. Kaj začni? Poskušal sem povedati Trey Francu, enkrat me je napadel. Pa sem si rekel, veš, zato sem bil prisiljen boriti se z njim. A lahko kam greš peš? Gledal sem tja, sploh ga nisem videl. Pogovarjal sem se z drugimi prijatelji. Ali lahko greš tja gor peš? Ja. Lahko. Če želiš, lahko začneš hoditi. Jaz pa te bom tam srečal, prav? Kako ti je ime, šef? Imaš osebni dokument pri sebi? Koliko si star, naj te vprašam? Naštej 2. 19. Ali imate osebni dokument pri sebi? Ne vem. Kaj je to novo leto? Ne potrebuješ celega leta, ampak imaš pa en del. Hitro umakni roko od tod. Drugi sedi točno pred tistim belim tovornjakom. Tistim belim ramom. Naredi kup slik. Prav, si se hitro obrnil. Obrni se. Imate vi posnetek? Ker sem en poslati posnetek. Imate posnetek? Da, prosim. Karlo to. Dobre prijatelja sta za majhen avtobus. Ja. Poslušaj. Oni bojo šli kranilsko in drago, ampak vesela sem, da je to pri meni v tej policiji. Hitro, prav, moški. Tako kot si tukaj. Ne vem, če vidiš, ampak moj telefon se je prižgal. Živa, mami, odloži. Prav, kaj je vse to začelo? Ne vem, bili smo v naši skupini, dokler nismo začeli spraševati, kje je naš prijatelj. In potem, ko smo dejansko prišli tja, smo rekli, da je to njegova majica, ampak v resnici nismo vedeli. In potem, ko smo vsi prišli tja, je bil to on. Fant je bil na njem, se je z njim pretepal, polivali so ga s pivom in podobno. In potem so rekli, no, on je rekel, da je šel tja gor, da bi se pogovoril s prijateljem. In potem, torej drugo letalo, fant, ki je uporabljal motor, ja, on. Videli so pa približno 3-krat in takrat so se začeli tepsti, kot da se on v resnici ni boril. Mislil sem, da je preprosto naredil karkoli. Ja, in rekli so, da je bilo to zato, ker je bil gej. V redu, torej v bistvu sem samo začela, kot da smo bili tam. Ja. V glavnem, imeli smo sanjske zaloge in stvari in ta tip, on je bel
stvari veš kot ti. Ne pravim ničesar, ampak veš. Ampak očitno vidiš, da je vinjen, veš. Tako? In potem pride do igrišča in je bil sprva pravzaprav prijazen do njega. Pristopi k njemu, nato pa se mu kar naenkrat spremeni pogled in ga udari v obraz. In reče: Bila sta čisto redo drug z drugim. In nenadoma se je vse spremenilo. Najprej se je obnašal prijazno. In potem je rekel: hej, veš, in potem... Samo pogovarjal se je s svojim prijateljem. In potem se je vračal nazaj. In potem ga je takrat udaril v obraz in rekel... Rekel je. Ker smo se sprehajali naokoli... On je rekel. Vem, rekel je, in potem... Mogoče je bila to moja slaba odločitev. Ampak sem rekla... Veš, pustila si mu, da ga je udaril v obraz. Pač, veš. Mislim, da mu ne bi smela pustiti, da se s tem izmaže. Veš, torej... Začeli so se pretepati in podobno. In ne bom lagala, resno, mislila sem, da bom umrla, ker ni govoril. Jaz pa sem ga poskušala nekako odriniti od njega, veš, ker je to moj prijatelj. Ampak to je bila očitno slaba odločitev nocoj. Ampak no, kakorkoli, odšla sem stran, ker sem stekla nazaj k tej skupini, da mu povem. In ni bilo veliko ljudi okoli, bila sta samo 2 človeka zraven. In rekla sem: Joe, on je hotel... Kot. Kar v pretepu. Kot, mora biti, kot. Nisem vedela, da bodo spet prišli in sem stekla nazaj k njim. Ampak potem pa... Ne vem, kaj se je zgodilo potem, kot nisem... Malo homo, ampak veš... Temu tipu so odgriznili uho, veš. Mislim, čakaj, si ga videla? Si videl, kako so mu odgriznili pazduho? Ne. Nisem videla, da bi mu odgriznili pazduho, pa sem rekla... Si rekel, da nimaš osebne izkaznice s sabo? Ne vem, to ni hiša mojega prijatelja. V redu. Moral biti dlje od plaže, ampak mi je uho padlo, veš. Manjša nevšečnost. Oprosti. Mi smo si rekli: Ljudje, tudi jaz bi to naredila. Ej, stari. Saj še vedno imaš smisel za humor. V redu, zdaj bomo to malo povil, prav? Samo drži glavo tako, kot jo imaš. Zdaj boš čutil malo pritiska, prav? Zdaj pa zgledaš kot Vander Holyfield. Drugi šerifovi namestniki ujamejo še druge mlade odrasle, za katere verjamejo, da so bili udeleženi v pretepu, da bi slišali njihovo plat zgodbe, vključno z osumljencem, 18-letnim Jackom Turnerjem. Kaj se dogaja, prijatelj? Ja, gripa. Večkrat samo gripa. Ne. Gospod. Recimo, napadli Jacka. No, povej mi prava zgodbo, ker slišim, da je tam nekomu nekdo odgriznil del ušesa. To je tisto, kar narediš. Borili smo se s temnopoltimi otroki, potem pa so prišli njegovi otroci. Ta tip je pritekel do Jacka. Jack se je branil. Jack, imaš pri sebi vozniško dovoljenje? Kaj je narobe? Nimaš osebnega dokumenta, ničesar. Ali se lahko vodja patrulje odzove za moškega, ki ima astmatični napad? In še za drugega moškega, ki je na plaži, meni je to kot pivo. Bodi srečen, je to vse? Hej, kaj se je zgodilo? Ko sem prišel sem, ker se pravkar izstopil skupaj z njim, temnopolti fant, ki ga poznamo. Vem, kdo je. Veš, praviš, da sva v sorodu. V redu. Prišel sem do Jacka zaradi nečesa, kar se je zgodilo pred meseci. Nekdo je pristopil k Jacku. Jack je bil ravno. Bil pri svojih opravilih in se družil z nami. Takoj, ko sem prišel, se je družil z nami. Ta fant je kar od nikoder prišel, ga zagrabil za vrat. Zato je bil njegov vrat ves poškodovan. Zagrabil ga je za vrat, ga vrgel na tla in ga udaril v hrbet, ja, najprej ga je udaril v zadnji del glave. Jack je odletel stran, poskušal je ostati. Fant se je vrnil nazaj nanj in potem mislim, da se je Jack branil tako, da je nekaj naredil fantovemu ušesu. Ne vem, kaj se je v celoti zgodilo. Nekaj v zvezi s fantovim ušesom. Ne vem, ali ga je ugriznil za uho, ga prijel za uho ali ga opraskal po ušesu. Ne vem, ampak kolikor lahko povem... Poskušal se je braniti. Očitno. Šla sta na blazino za padce in ni šlo prav nič dobro. 3, 1, 2, 10, 1.
Poskušal se je braniti in tukaj je zdaj. Tu zamrznem sliko. Kaj nisi videl grizen za uho? Nisem narobe videl, tega nisem videl. Okoli je bilo toliko ljudi, tega nisem videl. Ne vem, če si ga prijel za uho. Vem, če je moja uprava tukaj. Ne vem. Si bil tudi ti tam? Kaj je? Si bil tudi ti tam? Bil sem v bližini. Si videl, kako se je začelo? Nisem videl, da bi se začelo. Vidim sem, ko so se vsi začeli zbirati okoli in kot... Še bolj podžigati vse skupaj. Ampak videl sem, da so ga zagrabili in ga kot dali v... Nekakšen prijem za vrat, kot da ga... Udarili po glavi. Ja, kot da ga je nekdo zagrabil. To sem rekel. Večina nas poskuša držati 3. Ja. Vsi 3 smo šli gor, ko se je začelo. Ja. Približno tako. Poznam oba, zato sem ju ločil. Torej so bili ti fantje nekoč prijatelji? Ne vem. Ne vem, če so bili prijatelji, ampak poznali so se. Poznali so vas. Ne vem, če so bili prijatelji, ampak poznali so se. Poznam oba. Poskusi ju ločiti. Veš, nisem tako velik, da redim, kar lahko. Veš, moral sem ustaviti njegovo mamo in to plačati. Ampak naredil sem, kar sem lahko za glavni telefon. V redu. Poskušal sem, koliko sem lahko. Ampak si videl. Nekateri ljudje ne poslušajo. Torej, še posebej ti izgubiš. Pojdimo sem. Ampak v bistvu vse iste stvari. Mislim, da to ni imelo nobenega smisla. To sem mislil. Ja. Obstaja posnetek pretepa, ki po poročilu policije prikazuje, kako Jack udari žrtev in med prerivanjem približa svoj obraz žrtvinemu ušesu. Namestniki šerifa Jacka aretirajo. Jack, samo vstani, prijatelj. Pridržan boš. Kaj? Boš pridržan. Zdaj bom pridržan. Da, gospod. Počakajte, počakajte. Gremo vse zamočiti. V redu, pojdite z menoj. Jaz sem s sabo, v redu. Hej, ga želite v njegovem avtu? Je vse v redu, gospod? No, trenutno boste pridržani. Ne bojo ga vzeli. Da, gospod. No, lahko bi mu rekel, da mogoče. Okay. Jih je mogoče 15 označenih, ampak gledam številko razpoke. Sedel boš na zadnji sedež v avtu. Približno pri 1 uri, spodaj. Nič ne mislim s tem. Lahko hitro sedeš v svoj avto? Lahko hitro sedeš v svoj avto. Je bilo lepo. Ja. On ima svoje stvari, jaz imam svoj telefon. Lahko hitro predaš mojemu bratu, prosim. Ne skrbi, jaz bom uredil. Da li je to mojemu bratu? Prosim. Upamo, da boš imel lep dan. To potrebujem, prosim. Ja. Vsi bodo šli s tabo. Prav. To bom za zdaj obdržal pri sebi. Očitno bom zdaj dodeljen. Da, gospod, da, gospod. Prav, hvala, gospod. Ne, tudi on želi preveriti. Tudi on želi to preveriti. Torej, to je to. Poglejmo si to. Tudi narednik prihaja sem dol. V redu. V redu, šef. Zelo na hitro ti bom prebral tvoje Mirandine pravice, prav? Kaj se dogaja? Daj mi sekundo. Samo to ti moram prebrati, prav? Imaš pravico molčati.
Vse, kar rečeš, se lahko uporabi proti tebi na sodišču. Imaš pravico govoriti z odvetnikom za nasvet, preden ti postavimo kakršnakoli vprašanja in da je odvetnik prisoten ali s tabo med zaslišanjem. Če si odvetnika ne moreš privoščiti, ti ga bodo dodelili pred zaslišanjem, če to želiš. Če se odločiš odgovarjati na vprašanja brez prisotnosti odvetnika, imaš še vedno pravico kadarkoli prenehati odgovarjati. Imaš tudi pravico kadarkoli prenehati odgovarjati, ko se pogovarjaš z odvetnikom. Ali razumeš vsako od teh pravic, ki sem ti jih razložil? Da, gospod, ampak ali lahko vprašam, kaj se dogaja? Me lahko ustavite? Si pripravljen z menoj govoriti o katerikoli od teh stvari? Ja, želim. Da vem, kaj se dogaja. Prijatelj, trenutno med to preiskavo je očitno prišlo do prepira na plaži, kaj ne? Ja. Mi lahko poveš, kaj se je vse zgodilo? Ja, gospod, moram govoriti. Vrat mi je otrdel, kot da ga ne morem premakniti. Imam zlomljen prvi prst, imam zlomljen drugi prst, moj mezinec. Komaj lahko premikam to glavo. Preprosto ne vem, kaj se dogaja. Vredno. Ali poznaš tistega fanta, s katerim si se stepel? Ne, gospod, on me je udaril. Te je udaril? Da, gospod. Ste imeli kakšen pogovor, preden sem prišel jaz? Ne. Niste se pogovarjali med seboj, niste se srečali na plaži ali pa se ne poznate zunaj plaže? Ne, gospod. Nikoli niste hodili skupaj v šolo ali kaj podobnega? Ne. V redu. Mislim, ves vrat imam zatečen. Sem čisto zmešan. Torej... Kako je prišlo do tega, da te je napadel? Kako se je vse to zgodilo? Vse se je kar zgodilo. Mislim, bil je samo pritisk za pritiskom in pritisk vrstnikov je samo naraščal. Pritisk vrstnikov. Kaj ti je rekel? Bilo je samo kup stvari. Mislim, potrebujem, da si bolj natančen, šef. Seveda, seveda. Mislim, samo poskušam govoriti. Mislim... 104? Čakaj, ko rečeš, kaj ti je govoril? Se spomniš? Iskreno se res ne morem spomniti. Samo govoril je. Kaj si mu ti govoril? Nisem mu nič govoril. Sam sem bil pri svojih opravkih. Prišel je do mene in zamahnil proti meni. Moral sem se braniti, zaščititi sebe. Ko je zamahnil proti tebi, kaj se je vse zgodilo? Te je udaril? Ja. Kje te je udaril? V vrat. Razumem, da imaš poškodbe. Ja. Razumem. Imam praktično zlomljen prst in na to še počeni mezinec. Vredo. Ja. Prišli bomo do tega, ampak kaj je pripeljalo do tega, da ste mu ugriznili v uho? Kako to, da mu manjka kos ušesa? Kaj mislite s tem, da mu manjka kos ušesa? Ali je v redu, ali kaj? Gre v bolnišnico. To je popolnoma noro, ker tega nisem naredil. No, ti si edini, ki se tepeš z njim, ne? Kaj za vraga? Manjka mu velik kos ušesa. Tega pa sploh nočem videti. Ne. Moral sem se zaščititi. Ne, sploh ga ni treba ugrizniti ali odtrgati kosa. Naj te nekaj vprašam. Si to ti na tem posnetku? Ne, gospod. Bi bila to dokaj natančna upodobitev tega, kar se je zgodilo? Vsaj konec tega, kaj ne? Zdi se mi, kot da mu držiš glavo v pesku in ga udarjaš po zadnjem delu glave. In sediš na njem. Mislim, mi lahko to razložiš? Očitno je to edino, kar počnem. To se dogaja ves dan. Redan? Ne, gospod. Ves dan se nekaj dogaja. Mi lahko razložite, kaj se je zgodilo? Prišel sem okoli 11. ure dopoldne. Sedel sem tukaj ves dan. In en otrok je prišel do mene, se delal frajerja, zamahnil in me udaril v vrat. Kot vidiš, že dolgo nisem videl svojega vratu. Ne vem, če je prerezan. Na kateri strani te je udaril? Na obeh? Na tej strani? Ja, tako je. In tukaj imaš kot nekakšno sled. Na tej strani ne vidim prav veliko. Je bilo. Ampak vem, jaz se bom strinjal s tabo, ja, tam imaš znamenje. Ja. Ampak res ne vem, sem bil. On je prvi zamahnil proti meni, poskušal sem se zaščititi. Najsem Sobrano. Je bil kdo v bližini, ko se je vse to zgodilo? Ne, gospod. Ne, v redu.
In to niste bili vi v videu? Da, gospod. Ne, niste bili vi tisti, ki ste bili na njem. Da, gospod. V redu. V redu, mi želiš še kaj povedati o vsem tem? Ne. Gospod, ker ste trenutno aretirani zaradi hudega fizičnega napada. Hud fizični napad? Manjka mu kos ušesa. Kako naj? To nisem bil jaz. V tem je stvar. Se še s kom drugim stepal? To je FME, stari. Mislim, povsod je polno ljudi. Prav? No. Bil sem tukaj, spodaj. V redu, zapomni si. Manj tist posnetek, ja. Seveda. In tam je tudi posnetek celotnega incidenta. Sreda, ja. Torej, če kaže kaj drugega. Ja. Naj vprašam tole. Ste bili tukaj spodaj in pili? Ne, gospod. Nimate na krovu nobenega alkohola? Ne. Gospod, nobenega. Da, gospod, v redu. Imate kakšno vprašanje zame? Mislim, da gre za to, ampak rad bi razložil, kaj se dogaja. Razložil sem ti. Mislim, otrok je razumel. Sploh ne vem, komu za vraga so mu odgriznili uho. Bil sem tukaj zunaj, poskušal sem se sprostiti s prijatelji in bil sem napaden. Ne razumi me narobe. Razumem te. Razumem, kaj govoriš. Ampak te poškodbe niso logične. Ja, ni tako. Ne, s tem se popolnoma strinjam. Razumem, kaj se dogaja. In prišel sem sem, imam nekaj prijateljev, torej... In začel sem s avtomatizacijo, z enim fantom. Mi bil on. Redo. Prosim, stopite ven, da vas hitro slikam. Prav? Vem, da je malo tesno. Prst me strašno boli, človek. Oprosti. Naredil si šef. Skoraj prepričan sem, da sem si zlomil prst. Kako si zlomil prst? Pristal sem na robe. Pretrdo sem udaril ob tla. Je bilo to med tem incidentom? Ne, samo zelo na hitro. Da, gospod. Hodil sem po plaži in se spotaknil ob raketo. Razumem. Poberem se sam. Jaz bi moral posneti veliko. Tvoj slik, kaj ne? Boš posnel tudi moj vrat? Ja, naredil bom celo kup slik. Samo gledaj v tisto smer. Naredil bom to na ta način. Tukaj, samo ostani tam. Da, gospod. Vzel bom nekaj širših posnetkov in se na to približal. Da, gospod. Ostani tam. Ja. Da, gospod. Jack ustraja, da ima tudi on poškodbe od pretepa, vendar jih pomočniki šerifa ne najdejo. Sediva kar tukaj. Ne kliks. Človek. Ja? Malo rdečice, nič posebnega. Lahko vidim še drugo stran. Prav. Kot sem rekel. Malo na moji bradi, ja. Ampak vidiš, kaj mislim? Ja, 100% so me prijeli. Me, gospod. Nimam nobenega dvoma, da so te prijeli. Gospod, mislim, da je bilo v tem pretepu vpletenih veliko več stvari in da obstajata dve plati te zgodbe. Da, ne, seveda. Hočem reči, zgrabili so me, napadli so me. Imate še kaj drugega, naprimer na prsih ali kaj podobnega? Mislim, da ne. Ne? Obrnite se. V redu. Ja. V redu, prav. Imam tudi luskavico na kolenih. In je to isto tudi na tvojih licih? V redu? Da, gospod. V redu, kar sedi. Ne vem, hitro se pogovarjam s svojim nadzornikom. Da, gospod. Želim se to razjasniti. Res ne vem, kaj se dogaja. Ste bili že kdaj prej v težavah? Poskušam spremeniti svoje življenje. Telovadil sem tukaj na plaži. Zadnje leto in pol sem bil res priden. Res sem poskušal spremeniti svoje življenje. Ste že kdaj imeli težave z nami? Ne poznam vas, zato sprašujem. Samo vrzi sirup. Na žalost, ja, oprostite. Resnično sem se trudil spremeniti svoje življenje na bolje. Zase in za svoje dobro. Danes res ne vem, kaj za vraga se je zgodilo. Bil sem napaden in iskreno, res mi je vseeno. Rad bi to pustil tukaj za sabo. Ali lahko grem naprej?
Rad bi si dal peroksid in alkohol na obraz, ga povil in bil v redu. Ta teden sem res delal človek. Res sem se trudil spremeniti svoje življenje na bolje. Razumem te. Vem, da imate veliko otrok, ki prihajajo sem. Si bil na pogojni? Je bilo to to? Razumem, v redu. Jack je bil obtožen hudega fizičnega napada. Nekaj mesecev kasneje je priznal krivdo in bil obsojen na 10 dni zapora z vštetim že prestanim časom ter 60 dni pod pogojnim nadzorom. Moral je obiskovati tečaj za obvladovanje jeze ter tečaj o nevarnostih pitja alkohola mladoletnih oseb. Ne sme imeti nobenega stika z družino žrtve. Tudi če bi se trudili, si naslednje zgodbe ne bi mogli izmisliti. Policija v St. Pete Beachu pravi, da je pijan moški metal hrano v lokalnem baru in restavraciji, nato pa spolno nadlegoval kip morske krave na parkirišču. Tako je, veliki morske krave v restavraciji Rick's Reef, ki se primerno imenuje Rick, je bil nič hudega sluteča žrtev tega kaotičnega kaznivega dejanja. Ko so prispeli namestniki šerifa okrožja Pinellas, ga ni bilo več tam. A celotno zgodbo so izvedeli od nekaj zaposlenih. Hej, kdo je bil dejansko fizično vpleten? V redu. Si poškodovana najprej? Te je udaril? Ne. Ne, sam stali smo tukaj v zuniji in on je še vedno govoril neumnosti. In kot vidiš, je imel svoje koščke aligatorjevega mesa, nekaj tazga, kar je dobil. Umetaval sem jih noter, potem, ko sem mu rekel. Sem rekel, daj noč človek. Dejva samo zaključiti noč, pojdiva nazaj v hotel, kjerkoli si. Torej, bil je tukaj in pil? Ne. Bil je tukaj morda 2 minuti. Jaz sem bil natakar, komaj je bil tukaj. Ja, postregel sem njemu in njegovemu prijatelju s koktajlom Long Island. Morda sta naredila 2 požirka. Plačal je. Tako je pozabil, da je plačal in je poskušal ponovno plačati. Zato sem rekel, v redu, ne bom te več stregel, pika. Prosil me je za Rumble Meat Shot. Samo hitro, preden končaš, moram se samo prepričati, nič fizičnega se ni zgodilo, kaj ne? Ne, znotraj ne. In to, kar je počel, je bilo metanje hrane? Ja. Ali je to pritegnilo pozornost tudi drugih ljudi? Da. V redu, prav. To moram hitro preveriti, preden nadaljujem. Torej, nihče ni bil poškodovan, nihče ni bil udarjen, nič takega. V redu, naj jih samo hitro obvestim. Ja, in potem je bil tukaj. Rekel sem mu, pridi človek, to so samo kode. In on je stal točno na črti, kada ni v restavraciji ali nekaj takega. Rekel sem mu, pridi človek, pojdiva. In potem je začel tapkati po. Plaža 11 pri Beach Probal, trenutno imamo motenje javnega reda, ne 34. In začel sem tapkati po svoji rami in rekel sem mu, hej, no, prid, že si mimo točke, nismo tam, manj neki. In potem me je spet tapnil. Nekako je prišlo do tega, da sta bila vidva kot v nekakšnem prijemu okoli vratu ali nekaj takega? Prijel sem ga v prijem okoli vratu, ker je rinil. Ker tukaj zunaj je rinil. Nenehno je rinil moja prsa. Ona želi vedeti, če je to napad. Ali ne, razumel sem, ker sem pravkar povedal, da ne gre za fizični napad, ko sem sprašal. Naj to ugotovim namesto vas. Nisem se poškodoval, Kedazi, ampak me je sam potiskal po prsih. Niti treba biti poškodovan. Če želiš podati prijavo za to, kar je naredil, lahko to storiš. V redu, upam, da se bo kaj naučil. To ni pretežko. Nočem uničiti človekovega življenja. Ja, položaj roke na te. Name, in ko je to naredil, sem zagrabil njegove roke in ga nekako zadržal. Rekel sem mu, stari, ne delaj tega, pojdiva naprej. On pa se je začel nekako boriti z mano. Potem sem ga moral obrniti in sem ga prijel pod pazduhami ter ga poskušal spraviti na cesto. Poskušal se je izmuzniti, zato sem ga prijel v kravato. Takrat je njegov prijatelj začel prihajati proti nama. Oprostite, vem, da imate stranke. Morate se najprej umakniti na stran. Prav, razumem. Torej. Prišel je gor, no, šel je noter, plačal je za nekaj pijač. Pozabil je, da je že plačal. Poskušal je plačati še enkrat. Rekli ste mu, ne, vse je v redu. Odšel je ven, vzela sta 2 šusa. Rekel sem mu ne. In potem, ko sem prišel ven, da mu prinesem hrano, pridem gor in je na telefonu. Pravi, ja, imam tu natakarico, ki me noče postreči. In rekel sem, šel si, da greš. In takrat je prišel ven. In potem, kdaj je tukaj prišlo do fizičnega obračuna? Čist na koncu, tako je, prav na koncu, ker je bil kot, se smo prijatelji in je poskušal pareti manata tukaj. Mi pa smo rekli, dejno, nehi se igrati z našo lastnino, sem pa ven. In kdaj te je on odrinil? Takoj potem, ko se je igral z Menotom, sem stal tik za znakom tukaj, čisto ob strani. Potem je rekel, dejno, saj smo prijatelji. Nekako me je potrepljal po rami in sem rekel, hej, ne delaj tega. To je že mimo, prijatelj. Potem pa je rekel, torej. Ne, da bi to naredil meni, ali te je odrinil na prsi ali samo na ramo. V redu, misliš, da te je odrival, da bi te izzval? Meni se je zdel nadležen. Mislim, da je poskušal nekako provocirati. Hotel je provocirati, ampak hkrati je tudi spuščal stvari. V redu. Poskušaj delovati prijazno, ampak človek, to je že mimo. Tudi ti moraš opraviti test. Ne preverjam še pri Maxu, ampak bom kar rekel, da bo to trajalo le trenutek. Prav, imaš morda osebni dokument pri sebi?
In nimaš pojma, kdo je ta moški? Ne, očitno biva v PCI-ju, on in še nekdo. Torej, Si morda slučajno ujela kakšno ime ali telefonsko številko ali kaj podobnega? ne, druga številka, nobenega imena. Tu ni najbolje. Med desetletje je bil plačan v gotovini. Preverili so to. Vem, da bivajo v PCI, tako da bi PCI morda imel te podatke, ker so imeli svoje majhne... Če ujameš vsaj njihovo ime. Morda se niso klicali po imenih ali kaj podobnega, ali jih lahko najdeš? Našla sem svojega tipa, ki veliko hodi in ni hotel govoriti z mano. Rekel je, da ni zaposlen. Ne vem. Verjetno zato, ker sem ga osvetlila s svojo lučjo in rekla, ne, si v svojih zgodnjih 20-ih. Bil je gospod, ki smo ga napenjali in potegnili na cesto. In ko sem to počel in njegov prijatelj prihajal gor, pa sem vprašal, je to tvoj prijatelj? In je rekel, nočem ravno reči, da je moj, ampak ja, je. Tip, ki je bil v nadaljevanju, ni imel čevljev, spravite ga stran od tukaj. Ni imel čevljev, prav. In pravijo, da sta tista dva imela čevlje, kaj ne? Mislim, da sta jih imela, ja. Tako da mislim, da ne. Opazili bi, če ne bi nosili čevljev. Ja. Mislim, da ni bilo tako. Ja, še vedno imamo srečo. Ja, nosil je kratke hlače, majico, čevljev pa ni imel. Si žejna. Vsi drugi upravitelji. Ampak rekel je, da če ga ne moremo najti, želi, da ga ovadimo zaradi vstopa na tuje zemljišče. V redu. In ali je bila kakršnakoli škoda na lastnini? Ne, poskušal se je povleči na morskega vola, ampak zgleda, da je... V redu. Ali je koga zadev, ko je metal hrano v restauraciji? Ne, gospa, mi smo bili nekaj tukaj, on pa je metal tja v tisti kot tamle. Redu. Razumem, nisem nikogar zadev, on je samo poskušal vreči tja noter. In je to še vedno vaš pravilen naslov? V redu. Ampak to ni bila edina lokacija, kjer naj bi Anthony Lessa delal težave. Ko je upravitelj hotela, kjer je bival, poskušal govoriti z njim, naj bi Anthony začel nanj kričati in ga zmerjati, nato pa je hodil po parkirišču in oviral promet. Policisti pregledajo območje in ga najdejo za nekaterimi stavbami. In čeprav takoj zavzame položaj za vklenitev, mu ni všeč, da se to dejansko zgodi. Že približno 1 uro povzroča težave gor in dol po Gulf Boulevardu. Ja, tukaj je. Ja, 13, 11. Pridi do Slice. Kaj se dogaja, veliki? Kako ste, gospod? Kakšen je utemeljen razlog? Samo opitost. Kakšen je utemeljen razlog, gospod? Samo opitost, to je vse, kar nas zadeva. Kaj ste videli? Kaj ste videli, gospod? 13 do 15, gremo. Kaj ste videli? Kaj ste videli? Iskreno, gospod. Bodimo realni. Raže, pojdite, preden vas obtožim upiranja. Hodil sem. Ne hodite, rimite se vame. Nisem nameraval, gospod, opravičujem se. Govorite o mojih obtožbah, ne? Ker me boste areterali, a nimam nobenih obtožb. Proti vam so vložene obtožbe. Česa sem obtožen? Opitost. In zakaj je temu tako? Kaj si me zalotil, da počnem? Kaj sem naredil? Kaj sem naredil s svojimi rečmi, gospod? Cool, torej si zdaj ulični odvetnik. Ja, nisem sramežljiv. Sprašujem te, torej lahko kar greš in se pogovoriš s svojim odvetnikom? No, lahko pokličeš mojega odvetnika. Super, ni mi treba poklicati tvojega odvetnika. No, ne bom odgovarjal na vprašanja, dokler tega ne storiš. V redu, še vedno mi moraš povedati svoje ime, sicer boš tudi za to obtožen. Dal ti bom svoje ime, grem na delo. Ker mi si povedal svojega imena. Zakaj bi ga? Nisem osumljenec. Zato, ker je to zasebna lastnina. V redu, ampak ni bi bila izrečena prepoved vstopa, gospod. Pravno gledano mi ni bila izrečena prepoved vstopa. No, zdaj pa boste. V redu, zdaj ni bo pravno izrečena prepoved vstopa. Kje je bil drugi lokal? Bil je ravno med rezino in ne. Pravim, katera je bila druga restauracija? Reef. To je pošiljanje razglednic, uradno bomo viktorijanski vsiljivec. V redu. Prosti, rekel so, da je konec. Zakaj sem pa zdaj areteran? Zaradi opitosti in povzročanja nereda. Zapomni si, če se vrneš, boš areteran. Kakšen je razlog, da sem zdaj areteran? Neprimerna. Opitost. In zakaj je tako? Kaj ste me videli narediti? Imate kaj pri sebi, kar bi moral vedeti, glede teh drog? Kaj, kar potrebujem? Ne, gospod, ne morete. Ne. Bom, hvala, Joe. In kaj sem naredil, da sem lahko zdaj zakonito areteran? Kaj sem ti naredila? Prosim, povejte mi, gospod. Nehaj govoriti, nehaj govoriti. Povedal smo ti že vsaj 3-krat. Zakaj sem areteran?
Prosim, pokličite mojega odvetnika. Je to? To je bila tista neumnost, ki si jo imel in si jo metel v drugi restauraciji kot kakšna norica. Zalogajčki. Zalogajčki iz aligatorja. Sebi amortizerjev. Se lahko obrnete v tisto smer, prosim. V redu, usedite se v avto. Zakaj sem aretiran? Ne bom se ponavljal zate. Kakšne so moje obtožbe? Prosim. Sedi v avto. Kakšne so moje obtožbe? Sedi v avto. Uspelo mi bo v. Prosim, kakšne so moje obtožbe? Lahko izvem svoje obtožbe ali ne? Gospod, jaz sem pilot. Letim z letali. To ni sprejemljivo, stari. Pričakujem, da bom šel na TSC. Sovražim, da nas moram zdraviti, ker imam točno določeno delovno skupino. Ne, verjetno ne bi smel piti toliko, kot piješ. Pripelje se zaporniško vozilo, da odpelje Anthonyja v pripor. V redu, šef. Vaša želja je zame ukaz. Zdaj greste v zapor. Gaspar. Sam. Kakšne so moje obtožbe, gospod? Neprimerno vedenje zaradi opitosti. In to je to. Torej me areterate zaradi neprimernega vedenja zaradi opitosti. Počakaj, stoj tam za trenutek. Zamenjali bomo kozarce, prav? V redu, jih lahko pripravimo do tega, da poslušajo? Lahko, ja. Ja, podal bom ovadbo zaradi tega očitnega pogovora na zaslonu. Ne, v redu. Samo stoj tam. Stoj tam. Opravičujem se. A lahko prosim pokličem svojega odvetnika? Lahko, ja. Ja, ker je ta tip. Ni problema. Ja, sem ga izzval v zapor. Stopi naprej. Prosim, pokličite. Imel sem več klicev. Hitro stopi dol. Upočasni. Prinesi to k meni, sam pozab. Najlepša hvala. Zakaj sem pridržan, gospod? Ne vem, prišel sem sem. Samo aretira, jel da? Samo delaš, kar ti reče. Ja? Kakšen je utemeljen razlog za moje pridržanje? Ne vem, bil sem tam noter. Ne vem. Nisem prepričan. Stari. Prosim, pokličite mojega odvetnika, preden me odpeljete v zapor. Ne, niti treba biti pred sebi. Tukaj nimamo telefona. V redu, brez skrbi. V redu. Odkot si? Sem iz Pittsburgha, gospod, v redu. Hočeš svoje pingvine? Ja, žal. To mi zategneš. Kaj je to? Imaš rad velike črke? Ne. Samo zateguješ jih. Še jih nisem zategnil. Snemam jih. Prosim, nehaj s tem. Pa gremo. V redu, hočem tega tipa. Obrnel se bom, kakor bom hotel, gospod. Lahko bi vas tako gledal ves čas. Hej. Poslušaj. Kaj boš naredil? Ostani tam. Pozabi na to. Udari me, brat. To ne bo šlo tako. Klaus. Brez službene značke. Prav tako dober si, kot tisto varnostnik v Concord Millsu, stari. Umakni se od nekoga. To je frajer. Kje je to? Concord Mills. Kje je to? Pravkar sem letel na Concord Mills Bulldogs. Tukaj, povej mu sem. Concord Mills. Poskrbeli bomo, da to ne bo samo zabava. Prav? Prosim, gospod, prosim, vzemite 2 prsta. Bom. V redu, prav tam. Lej, manga. Ja, tako, to je to. Prosim, pokličite mojega odvetnika, gospod. To bomo naredili v zaporu, prav? Zakaj bomo to naredili v zapor? Ni utemeljenega razloga. Takrat se to zgodi. Kje je utemeljen razlog, gospod? Kakšne so obtožbe proti meni? Ne, to je samo pravilo. No, kje so obtožbe? Le koga boste kar aretira brez težav? On te ne aretira. Jaz te. Torej je on tvoj Uber. Kakšne so obtožbe proti tebi? Motenje javnega reda zaradi opitosti. Še enkrat. Hočeš, da ti ponovim? Ja, motenje javnega reda zaradi opitosti. Torej, prosim, dokaži to. Bom, na sodišču. Pelji me na sodišče. Bom. Seveda pojdiva na sodišče, ki si prekleti idiot. V redu. To je največji lov, ki si ga daj imel v življenju. Tvoja lastnina. Ja? Kaj imaš? Ne. Bom se premaknil. To je moja lastnina. Hočeš, da gre z nami? Hočem lastnino. Bom. Hočeš, da gre z vami? Ti, da greš z mano? Ja, ker je to iz mojega avta. No, to je bilo na zadnjem delu sedeža. Ne, torej te bodo obtožili uničevanja državne lastnine. Dobro opravljeno. To je smešno. Dobro opravljeno, prijatelj. Anthony je bil obtožen neprimernega vedenja pod vplivom alkohola in je bil kasneje izpuščen brez varščine na podlagi lastne izjave. Nismo uspeli najti posodobitve o njegovem primeru. V našem zadnjem prispevku danes smo spet v okrožju pouk, kjer je moška želja po pijači morda prevladala nad željo, da bi se izognil težavam. 26-letni Toby Foster se je predal šerifovemu uradu, potem ko so ga očitno ujeli na posnetku, kako je iz nečijega stanovanja vzel sestavine za koktejl. Namestniki šerifa pravijo, da je posnetek ujel Fosterja, kako je okoli 5:30 zjutraj vlomil v stanovanje in nato ukradel vodko ter pomarančni sok, običajni sestavini za koktejl izvijač.
Po navedbah šerifovega urada je Foster priznal, da je na posnetku res on, vendar je dejal, da se tega ne spomni. Obtožen je bil vloma v stanovanje in male tatvine. Ni izpodbijal obtožbe in bil 3 leta na pogojnem nadzoru. Hvala, ker ste gledali vsi skupaj. To epizodo Long Crime After Hours je raziskala, napisala in producirala Savannah Williamson. Videomontažo je opravil Daniel Camacho. Jaz sem Jesse Weber. Se vidimo naslednji teden.